Pri ceni pa pri tem pa naj dodam še to varianto, da ne gre vedno za denar. Ne. Jaz upam, da si znate izračunati, koliko ne bi bila vaš prihodek na uro. Bom povezala video, o katerem govorim, kako se izračuna tiste operativne ure, ko izračunamo, koliko dejansko je vredna, bom rekla, koliko delavnic moramo prodati in tako naprej, no. Ampak tukaj želim predvsem poudariti to, da včasih stvari naredimo in izpeljemo, čeprav morda nismo prodali po taki ceni, kot bi si zaslužili, oziroma kot smo si jo postavili, da moramo dati, oziroma da moramo zaslužiti, ker gre enostavno za to, da včasih recimo zadevo damo na trg, zato da testiramo. Recimo, da si zamislimo, oziroma da si zastavimo cilj, da prodamo, ne vem, 5 mest, da mu rečemo višjo številko, recimo 10 mest v nekem vodenem programu, zato da zaslužimo recimo, ne vem, 5000 evrov, potem se nam pa na koncu zgodi, da bomo mogoče smo prodali za 1000 evrov, recimo samo dve osebi. Takrat je v bistvu prije do tega, da rečemo, ok, mogoče bom pa jaz to zdaj samo potestiral, da grem čez proces, sploh v spletnem izobraževanju, če imamo namen, recimo to zadevo potem posnet, se nam splača včasih narediti tudi kaj, bom rekla, pod ceno, v smislu zato, da testiramo z osebami 1 na 1, oziroma z osebami pač v skupini in da pol vidimo in iz tega razvijamo produkt, ki pa bo potem nam nosil mogoče neke pasivne dohodke, pa ga bomo naprej prodajali. Tako da tukaj želim tudi to upozoriti, da dajte razmišljati, da včasih ni vse samo v denarju, ampak je bom rekla, tudi v tem, da je tudi še zmeraj je to biznis vidik, ker bomo testirali nekaj, kar bomo potem lahko prodajali po nekih drugih cenah.